15. junija 2017 je bil na izredni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor sprejet sklep o pričetku postopka prodaje podjetja Farmadent d.o.o. Prvotni rok za prodajo je bil do 27. 1. 2018. 11. januarja 2018 pa je bil sprejet zakon o dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti, ki se glasi: Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena, izvajalci lekarniške dejavnosti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 26. člena tega zakona, svojo dejavnost uskladijo z določbami tega zakona najpozneje do 31. decembra 2019. Ta sprememba velja od 11. 1. 2018. Ker je bil rok izjemno kratko naravnan, je prišlo do administrativnih napak v ponudbah ponudnikov. Podaljšan rok za prodajo je sedaj do 31. 12. leta 2019. Kljub temu, da smo prijeli, lepo število vlog za ponudb, teh je bilo 6, je zaradi administrativnih napak pri samem postopku na koncu smo prišli do situacije, da ne bi mogli izvesti kvalitetnega konkurenčnega dialoga, zato je komisija se odločila, da bo postopek zaključila in ga v letošnjem letu ponovila, in s tem bomo lahko dosegli konkurenčen dialog in na koncu kvalitetno in dobro ceno in dobrega kupca z strategijo razvoja dejavnosti v regiji za Mestno občino Maribor. Sama obveznost prodaje ter preprečitev horizontalnih in vertikalnih povezav se ni spremenila. Direktor mestne uprave Simon Štancar pravi, da občina mora prodati. Podaljšal se je rok prodaje, namreč tudi država ima izkušnje naprimer pri prodaji nove KBM, kjer se je pod prisilo prodaje doseglo zaradi same prisile nižjo ceno, in tako je smiselno, da kjer sami lahko vplivamo na to in to Slovenija lahko vpliva, da sam rok prodaje nastavi ustrezno in tako bo tudi občina Maribor lahko sedaj v tem ponovljenem postopku, kjer ne bo prisile in nuje hitre prodaje, dosegla, verjamem, da boljšo ceno in kvalitetnejšega kupca, ki bo imel strategijo razvoja dejavnosti v regiji. Podjetje KPMG, ki vodi prodajo Farmadenta, opozarja, da bi podjetje bilo potrebno prodati še letos. Saj če, tako pravijo, investitor ve, da je potrebno prodati v kratkem roku, je ponudbena cena bistveno nižja. Zaradi tega je bolje, da vodimo postopek profesionalno, kot smo ga do sedaj. Upoštevamo vse zakonske določbe, ki zavezujejo občino o načinih prodaje tovrstnega premoženja. Istočasno damo investitorjem dovolj časa, da znotraj svojih organov odločanja sprejmejo ustrezne odločitve in istočasno lahko rečemo tekom postopka, da jim podaljšujemo rok. Vkolikor bi se nam povsem mudilo, je to postopek, s katerim ne bi bili zadovoljni ne občine, ki prodajajo, in tudi ne investitorji. Večinski lastnik družbe Farmadent d.o.o. je Mestna občina Maribor s 83,35% deležem, sledijo pa ji občina Hoče - Slivnica s 5,48%, občina Rače - Fram s 3,55%, občina Miklavž na Dravskem polju s 3,01%, občina Duplek z 2,68% in občina Starše z 1,93%. Kot kaže, je pred nami nov prodajni postopek podjetja Farmadent d.o.o., ki verjetno ne bo nastavljen na najkrajše možne roke. Tako si lahko tudi zaposleni v podjetju oddahnejo, saj Mestni občini Maribor ni v interesu samo najvišja kupnina podjetja, temveč tudi ohranitev delovnih mest ter razvoj dejavnosti. S prenosom podjetja Farmadent v začetku leta 2016 direktno pod mariborsko občino so pripravili tudi zakonsko podlago, da bo kupnina končala v proračunu in s tem bi lahko financirali druge projekte v mestu. Rečeno je bilo, da naj bi bila sredstva rezervirana za problematiko reševanja mariborske knjižnice.